Brezdomec, ki je zaradi mraza umrl v Rimu, sestre matere Terezije, ki so bile umorjene v Jemnu, vse osebe, ki so na jugu Italije zbolele zaradi kopičenja strupenih odpadkov. Ti dramatični dogodki so bili izhodišče papeževe homilije med jutranjo svetomašo v kapeli doma svete Marte. Prav ti dogodki so namreč v našem času temne doline, katere danes omenja psalam. Edini odgovor nanje je izročiti se Bogu. Tudi takrat, ko ne razumemo, naprimer, ko otrok zboli za redko boleznijo. Vedno se izročimo v Gospodove roke, saj on svojega ljudstva nikoli ne pusti samega. Božja beseda nam danes pripoveduje tudi o Suzani. Le ta je bila pravična ženska, ki pa jo je umazalo hudobno poželenje dveh sodnikov. Tako se je odločila izročiti se Bogu. Raje je nedolžna umrla, kot pa da bi storila, kar sta od nje zahtevala ta dva sodnika. Papež Frančišek je na podlagi te zgodbe poudaril, da se ne smemo bati ničesar hudega, tudi kadar hodimo v temni dolini. Gospod hodi z nami, rad nas ima in nas ne zapusti. Ko danes gledamo mnoge temne doline, mnoge nesreče, toliko ljudi, ki umira zaradi lakote, vojne, toliko prizadetih otrok, bolezni nekaterih otrok nihče ne pozna, imenujejo se redke bolezni. Papež je spomnil na vse tumorje v tako imenovani deželi ognjev na jugu Italije. Ko gledamo vse to, se vprašamo, kje je Gospod? Hodiš z menoj? To je bil Suzanin občutek in je tudi naš. Ko gledamo 4 umorjene sestre, ki so služile iz ljubezni, a so bile nazadnje ubite iz sovraštva.